Kot je že Domen povedal, se pravi vodilo, spremembo v življenjskem načinu življenja je pač to, da opazuješ svet okrog sebe in ugotavljaš, da bi moral v bistvu vsak od nas na svojem področju nekaj narediti v smeri, da se stvari izboljšajo, da se spremenijo, da so bolj trajnostne, da manj uničujejo naš planet. To so v glavnem ta vodila, ki so mene pripeljala do naravnih gradbenih materialov. Se pravi, jaz sem v bistvu klasičen gradbenik, nisem nek strokovnjak, sem v bistvu zidar, gradben tehnik, tako da bom te stvari zelo preprosto razložil, čisto iz praktičnega vidika. Pred 14 leti smo se odločili v podjetju, da se pač preusmerimo v naravno gradnjo, ne glede na stroške, ne glede na vse. Se pravi, smo opustili klasiko, opustili beton, opustili vse te sisteme in šli takrat v bistvu v čist prazen trg, brez investitorjev, se pravi, graditi ekološko, se pravi, naravno. Seveda smo se teh stvari naučili najprej smo ta znanja pobrali v tujini, kjer smo ugotovili, da so stvari mečkaj pred nami, kakšnih 15 let. Takrat je bilo recimo v Avstriji, v Nemčiji nekaj podjetij, mogoče 5, ki so se s tem ukvarjala. Sam so pač to prej začela in so v bistvu že imela izdelane stvari, take, da jih lahko dejansko uporabiš v pravi klasični gradnji, oziroma v pravi gradnji, se pravi, da niso to samo neki eksperimenti, da so stvari že dodelane. Zdaj, v bistvu, naša naloga je, tudi naloga Gnezda in združenja in vseh nas je, da v bistvu te materiale spravimo v mainstream, se pravi, da jih spravimo v bolj množično uporabo, ker če se bodo te materiali bolj množično uporabljali, potem bo tudi njihova cena padla, seveda moramo pa biti pri tem zelo dosledni, kaj zdaj to je naravni material. Jaz sem vam tukaj poskušal v bistvu razložiti nek moj pogled, ali pa pogled od mojih partnerjev, kot sem rekel, zelo tako izbral, po njihovem prepričanju, zdaj, kaj so ta merila, te v bistvu naravnosti. Zdaj, danes, seveda je naravnost, ekologija, bio, to je vse v trendu in seveda v smislu čim večje prodaje, proizvajalci lepijo na izdelke razne oznake, certifikate, bio, eko in tako naprej. To je dejansko v bistvu zavajanje, ker noben od naših nemških dobaviteljev nima niti enega certifikata in si ga ne želijo imeti, ker certifikat dobi skoraj vsak. Se pravi, treba je plačati na določeno vsoto denarja, treba je pač predložiti nek postopek, ki si ga izboljšal delno, ampak material je še vedno sintetičen ali kakršenkoli drugačen. To je en od problemov, se pravi, označevanje na izdelkih ni tako urejen kot pri hrani. Pri hrani se nekako bolj skrbi za to, da je gor vse napisano, kaj je noter, kje je poreklo, se to sledi, se poizkuša. Pri gradbenih izdelkih tega nima. Se pravi, vsak lahko napiše na izdelek, kar želi. Na osnovi jabna, naravno, bio, karkoli. To je ena stvar. Potem v bistvu, če so v bistvu sestavine teh izdelkov že napisane, potem so napisane v neki taki obliki, da jih mi ne razumemo. In zdaj, v bistvu, če meni nekdo razloži, da je v izdelku ta klorid, jaz to ne vem. Če jaz tega ne razumem, pa to je že nekaj, kar je narobe. Se pravi, sestavine morajo biti obrazložene in natančno napisane. Se pravi, in tudi vse surovine, ki so noter v izdelku, morajo biti napisane. Drugače, mi ne moramo soditi, kjer izdelek je bolj naraven, kjer je manj. Ne moramo se odločati, ker nimamo informacij. Se pravi, te informacije so bistvene, potem ta v bistvu vodc, ki je zdaj dejansko neki kriterij, se pravi... Kaj je to vodc? To je v bistvu... Volatile organic compounds. Lahko hlapljive organske sestavine. Recimo, pri enem od naših dobaviteljev so olja, ki imajo zelo visok vodc, se pravi, to so naravna olja mešana z rečili, recimo, ki so tudi naravni terpentini in pri njih je vodc, recimo, izredno visok. Ampak so pa vse sestavine v tem izdelku naravne, se pravi, tudi hlapijo naravne stvari iz izdelka. Oni so v bistvu meni poslali razložitev, ker so enkrat tudi zelo slabo ocenjeni na tem izdelku, so rekli, da človek se lahko zaščiti sam, narava se sama zaščititi ne more. Se pravi, vse stvari, ki se danes prodajajo, ki so topljive v vodi, se pravi, stvar, ki je topljiva v vodi, lak, to je v bistvu problem. Ker je dejansko raztopljen izdelek v vodi in ga tudi ni mogoče odstraniti potem iz vode ven. Se pravi, nobena čistilna naprava, noben postopek tega ne zmore. Tako da to je en tak pomembna stvar. Potem, v bistvu siva energija izdelka je dejansko edini kriterij,
ki bi moral v bistvu veljati pri določanju energetske vrednosti nekega izdelka, s tem tudi naravnosti. Ne. Se pravi, to je life cycle assessment, ne. Se pravi, energija porabljena v življenjski dobi tega izdelka. Ne. To je pomembna stvar, se bomo pa tudi naprej še to videli. Ne. Potem zadnja stvar, ki je, ne, sestava materialov pa proizvodnja je močno povezana z naftnimi derivati. Ne. To je tudi stvar, ki se jo moramo v bistvu losati. Ne. Tudi smernice Evropske unije grejo v to smer, da naj bi Evropska unija v letu 2050 postala pač neodvisna od teh naftnih derivatov. Ne. To je ena taka zaveza. Ne. Se pravi, kako prepoznati naravni izdelek, ne, to je pa potem v bistvu odgovor na tiste vprašanja, se pravi, dosledna komunikacija sestavin, se pravi, to je polna deklaracija na izdelku, to je nujna stvar. To mora imeti v bistvu izdelek, ki se deklarira kot naraven, mora imeti polno deklaracijo. Vse, kar je v njemu. Tudi če je kakšna stvar, tudi pri naravnih izdelkih so kakšne slabe stvari, noter jih je zelo malo, ampak jih je treba navesti. Samo tako dejansko se bomo lahko odločali. Ne? Razumljiv opis sestavin, se pravi, izdelki naj se delajo na tak način, da v bistvu nimajo sintetičnih dodatkov pa konzervansov. Oblika in embalaža je s tem tudi povezana, ker so izdelki suhi predvsem, ne? Se pravi, ne mešamo že izdelkov z vodo in potem vodo prevažamo po celi Evropi okrog, ne? Se pravi, moramo v bistvu ohranjati naravne te vodne vire lokalne. Ne? Se pravi, izdelek naredimo preprost, mogoče tudi kot polizdelek, ne? In ga v bistvu na tak način prodajamo naprej in ga potem tam do konca naredijo. Ne? To je recimo na tak način lahko dejansko prepoznamo, kjer izdelek je v bistvu naraven. Ne? Zdaj, ena pomembna stvar, ki bo verjetno tudi prevladala zdaj v prihodnosti, ne? Do sedaj smo v glavnem merili energijsko varčnost objekta takrat v času v bistvu njegove uporabe. Ne? In tako v bistvu dobivamo subvencije za nizkoenergetske, za pasivne objekte, ki so zgrajeni pač iz katerih koli materialov, ne? Iz stiropora, iz betona, iz česarkoli. Ne? In sem jo samo po sebi omenil, da to ni bistvo vseh stvari. Ne? Mi moramo dejansko gledati na energijo, ki se je ustvarila, ko se je izdelek proizvedel, na energijo, v bistvu, ki je bila porabljena v sami fazi uporabe objekta in na razgradnjo moramo misliti. Ne? Se pravi, vsaka stvar na svoj življenjski cikl, na začetek in konec in na koncu je treba te odpadke reciklirati, se pravi, nekam odložiti kot odpadek. Ne? In to je spet povezano z veliko energije. Ne? Se pravi, kakor jaz zasledujem, gre tudi Slovenija zdaj v to smer LCA-ja, se pravi, da bi se dejansko poskušali izračunati vso to energijo in upoštevati ta faktor kot bistveni energetski faktor pri gradnji objektov. Ne? Se pravi, cel življenjski cikl. Ne? To je v bistvu bistvena stvar, s katero bomo dejansko naravne materiale tudi spravili v večjo uporabo, ne? Tako da se bojo bolj uporabljali. Zdaj, ko iščemo v bistvu ideje, ne, kateri materiali so trajnostni, kateri so naravni, ne. Ja, stvar je v bistvu zelo preprosta, ne. Samo v bistvu zremo se v stavbarsko dediščino, ki imamo v Sloveniji veliko enih različnih principov izkušenj z naše geografske lege, ne. In tako imamo v bistvu les, leseno gradno, imamo recimo na Primorskem, imamo iz kamna gradimo, v Prekmurju iz ilovice, tako da imamo dejansko v bistvu principe in sisteme, ki jih samo majčkeno moderniziramo in dejansko dobimo nek naraven sistem naravne gradnje. Zdaj, v bistvu, če bi tako v osnovi razdelili, kakšni te materiali so, ne, zdaj, najprej imamo konstrukcijske materiale, ki so v glavnem les, kamen pa glina, ne, potem izolacijske materiale, v bistvu, ki danes poznamo slamo, konopljo, ovčjo volno, laneno volno, lesne vlaknenke, no, to so v glavnem izolacijski materiali. Potem imamo pri fasadnih sistemih, pa pri zaščiti, imamo seveda ilovico, apno, rastlinska olje za zaščito lesa, pa drevesne smole. Ne. To so neki taki osnovni materiali. Potem so pa vezne sestavine, ker seveda neki materiali potrebujejo neke dodatna veziva. To so pa v bistvu mlečni pa rastlinski kazeini, apno, glina pa škrob. To so neka tako sprejeta naravna veziva, ki so lahko potem v maltah, v barvah, v zrnalnih masah, v oljih in tako naprej.
Zdaj, jaz sem bom v bistvu na kratko predstavil, kateri so tisti materiali, ki jih mi smatramo kot naravni, mogoče jaz osebno, pa krog, v katerem se gibljamo, ali pa ki so tudi dosegljivi pri nas, ali pa mi z njimi delamo. Ne. Se pravi, to so v bistvu lastnosti naravnih izolacijskih materialov je dejansko, da so narejeni iz obnovljivih virov. Se pravi, da nekaj raste, nekaj organskega, ne, in mi to v bistvu predelamo v toplotno izolacijo. To je bistvena stvar. Se pravi, oblika teh materialov je prilagojena zdaj današnji uporabi, vse se že dobi v ploščah, ne? Se pravi, tako da ni samo rinfuza, pa neki polizdelki. Ne? Izolacije imajo primerljive lastnosti kot klasične izolacije, ki jih poznamo, ne? Bomo pa tudi videli, kakšne faktorje imajo. Zdaj, bistvena stvar naravnih izolacij je ta, da nam ni treba teh materialov toliko ščititi pred vdorom vlage v izolacijo. Recimo, kamena volna je zelo občutljiva na vlago, tako izgubi svoje izolacijske lastnosti, medtem ko recimo konoplja, ovčja volna lahko sprejmejo veliko vlage, pa kljub temu ne izgubijo svojih lastnosti izolacijskih. Ne. Se pravi, nam jih je potrebno toliko ščititi, ne, z folijami, pa imamo nek širši spekter uporabe, pa bolj enostaven spekter uporabe. Poleg tega je pa recimo še nekaj pomembnega pri naravnih izolacijah je to, da recimo se zlahka uporabljajo na notranji strani zidov. Recimo veliko imamo takih primerov, ko recimo imamo kulturno-zgodovinske spomenike, kjer na fasadnem uvoju ne moramo delati fasade, potem moramo v bistvu objekt izolirati z notranje strani. Ne. To bomo tudi videli en primer. Zdaj, najbolj pomembna stvar je pa to, tisto, kar vedno tudi pozabljamo, je pa to kompostiranje. Se pravi, večino teh naravnih izolacij dejansko lahko po uporabi skompostiramo. To je bistvena stvar. Ni jih treba predelati. Ne. Ker reciklaža je dejansko v bistvu neka rešitev, samo to je slaba rešitev. Ne. Se pravi, če mi že v štartu delamo izdelke, ki vemo, da bodo na koncu jih moramo reciklirati, ne, reciklaža vedno pomeni dodatno energijo, ne, ki jo moramo uporabiti, da to reciklažo izvedemo. Zdaj, mi največ uporabljamo, pa v bistvu tudi tako v Sloveniji, največ se v bistvu proda konopljine izolacije. Faktor Landoma v bistvu, dobro, nima pač toliko kamena volna, ampak je še vedno v redu, ne, tako da ni neke velike razlike med ostalimi izolacijami. Ta v bistvu izolacija je taka mehkejša, se pravi, jo lahko vgradimo v konstrukcije, v strope, v tla, ni pa še možno v bistvu, dobro, je en primer v Avstriji, ampak bi bila to kot neka izolacijska plošča, da bi bila toliko trda, da bi lahko umete gor nanašal. Se pravi, to jo vedno uporabljamo, večino teh naravnih izolacij, kot izolacijo v konstrukciji. Zdaj, seveda, tudi naravnim izolacijam so dodane stvari. Konoplja sama po sebi kot volna ne more stati skupaj, ne, treba jo z nečem zvezati. Ne. Tako da se v bistvu potem dodajajo škrobna ali polimerna veziva. Ne. Tega je v bistvu v naravnih izolacijah, konkretno v konoplji nekaj 5%, ne, je škrobnega ali polimernega veziva. Jaz bom v bistvu te podatke dajal tudi zato, recimo, omenjati polimerna veziva pri naravnih materialih je mogoče večkrat tako sporno, ampak jaz sem hočem podati v bistvu tako korektno informacijo, tako kot je. Ne. Tako da nam rekli, da zdaj pač tudi naravni materiali so pač čist, tako, ne, konkretno pri izolacijah ni tako. Ne. Potem imamo vonjeno izolacijo, tam ima v bistvu izolacijsko vrednost celo nekaj nižjo od konopljenih plošč. Zdaj, pri tej izolaciji so pa dodani seč, škrob pa ali polimerna veziva. To je pa zdaj odvisno, od katerega dobavitelja dobiš, ne, povezan je tudi s ceno to. Ne. Se pravi, če so neka naravna veziva v izolaciji, je pač taka izolacija dražja. To je trstična izolacija. To je tisto, ko sem vam prej govoril, da lahko z njo na notranji strani izoliramo v bistvu objekt. Ne. Mi to kar dosti pogosto izvajamo na obalno-kraškem delu, ne, ki so te kamnite hiše, ker nekako ljudje želijo ohraniti ta kamniti uvoj objekta, ne, in ga celo predstaviti, samo sfugirati, recimo, ne. Ampak je treba to izolacijo zagotoviti na notranji strani. Ne. In zato uporabljamo trstično ploščo. Ne. Seveda v kombinaciji z ilovnatim ometom. Ilovnati omet je tukaj pomembna stvar. Bomo tudi pol naprej videli, zakaj. On omogoča, da v bistvu ne prihaja do rosišč na notranji strani. Se pravi, da
dejansko izsušuje zid in v bistvu omogoča, da prostor ima neko konstantno vlažnost. Ne. In trstična plošča je recimo zelo odporna na vlago, ne. Tako da jo zlahka lahko uporabimo tudi pri kakšnih bolj mokrih podlagah. Ne. Zdaj še en produkt, ne, ki je zelo pomemben, pa ko smo kar nekaj pozabili na njega, je trstično pletenje. Dejansko je tudi narejeno iz trstike, je tak rogos, ne, in on nam omogoča, da mi v bistvu lesene objekte umetavamo. To je zelo pomembna stvar. Ne. Se pravi, ni nam več potrebno v lesenih hišah oblačiti stene v knauf ali v karkoli kitazga, v gips plošče, dejansko pretrdimo trstiko in omečemo z ilovico ali zapnom. Ne. To je seveda stvar, ki je popolnoma iz tradicije, vse hiše v starih mestnih jedrih so tako umetane, stropi so tako umetani, in kako da smo tako pozabili na to, na ta sistem, ne, ki je pa odličen. No, zdaj smo pa prišli do ilovice. Zdaj, moj prvi kontakt z naravnimi materiali je bil ravno preko ilovice, ne, preko teh ometov. Ne. In se mi tudi zdi, da je v bistvu nek bistven element naravne gradnje, je dejansko so ilovnati materiali, predvsem ilovnati ometi. Ne. Iz vidika pač zraka v prostoru, iz vidika sevanj in vsega tega, kar v prostoru nastaja, je ilovica material, ki na to lepo odreagira, uravnava vlago, zmanjšuje elektromagnetno sevanje, ustvarja veliko negativnih ionov, ki so dobri za zrak. Tako, da v bistvu material, ki ga poznajo že iz prazgodovine, jaz mislim, da je bil prvi gradbeni material dejansko zemlja, ilovica, ne, je danes tisti prvi, ki ga v bistvu poudarjamo in tudi v bistvu material, ki ga dejansko, preko katerega ki se največ izvaja v Sloveniji. No. Mi imamo ekipo, ki to delajo v bistvu strojno že 10 let in tega je kar veliko. Tako da v bistvu se pa mogoče ta predstava, da je ilovica povezana z neko s takimi bolj kmečkimi objekti, z bolj s podeželjem, to ni glih resnica, ker v glavnem delamo zelo moderne objekte. So umetani z ilovico. Tudi že v bistvu proizvajalci montažnih hiš se zavedajo tega, ne, in imamo dosti tudi v bistvu sodelovanja z recimo EcoArtom, z Lumarjem, z Ricotom, s takimi. Ne. Zdaj, ilovica, ne, ilovica je v bistvu izkopan material, vezivo je ilovica, glina, dodamo pesek, nobenih dodatnih veziv, nobenih cementov, nobenih apnov, nobene stvari ni potrebno dodajati. Ilovica v bistvu doseže svojo trdnost samo s sušenjem. Seveda je pa tako, da ni glih vsaka ilovca dobra. Dobra je že, samo v bistvu, če hočemo višjo kvaliteto doseči, moramo skrbno izbrati, katero ilovico uporabimo. Ne. Ni vsaka ilovica, ki jo skopljamo, dovolj dobra. Ne. Se pravi, bistvena stvar ilovnatih ometov je ta uravnavanje vlage v prostoru. Ne. Ker ona nekako drži vlago v prostoru na 50%. Se pravi, če se vlaga dvigne v prostoru, jo ona potegne vase. Ko se v bistvu prostor suši, ona to vlago oddaja. Ne. Spet moramo vedeti, da danes recimo so objekti, recimo zdaj po zimi je vlažnost v objektih, ne vem, tudi 17% samo. Ne. In če to dolgo časa traja, tega tudi ilovica ne zmore, če je tanko nanešena. Zato pač poskušamo čim debelejše nanose izvajati na objektih, zato da pač oni, takrat, ki vlage preveč, te vlage več akumulirajo v svoji debelini. Ne. Zdaj, ilovica ima še eno dobro lastnost in sicer zelo dobro se odziva na segrevanje. Se pravi, deluje kot nek akumulator toplote. Pol, ko boste šli dol med pauzo, si v bistvu dotaknete teh naših sten tam po pisarnah. Ne. Noter imamo stensko gretje. Ne. Se pravi, cevi iz radiatorja smo kar napeljali v steno, pa tako na debelo v metal, ne, in dotaknete se stene. Ne. Noter je malo cevi, ampak stena je topla, cela in to tako močno topla. Kaj je temperaturna? Ja, temperatura je klasično centralna, se pravi, noter v bistvu dovajamo 60 stopinj. Ja, 60 stopinj, ja. In ni nobene razpoke, ni česar, nič, ker ona je mehka in je fleksibilna. Ne. Se pravi, ne, se v bistvu premika z segrevanjem. Se pravi, lahko se razteza in krči. Ne. Zdaj, še ena zanimiva stvar je pri ilovci je to, recimo, da dejansko bi lahko že v metano hišo odštemo omet dol, ga zopet zmočil in ga zopet nanesel.
Se pravi, ti v bistvu njega uporabiš, z njim se nič ne zgodi, nič ne izgubi, nobena kemična reakcija se v njemu ne zgodi. To je material, ki si ga dobil, uporabil in ga dejansko lahko v bistvu potem zavržeš ali daš na vrt ali pa ponovno uporabiš. To je res v bistvu nek tak, mislim, odličen material. Tudi taki v bistvu zanimivi prostori, interjeri se z njim lahko dosežejo. Zdaj, pri ilovici pa pri ilovitih umetjih je ena stvar, ko v bistvu investitorji, ko se vračajo k nam nazaj, razlagajo, pa jaz jih ne morem dokazati, da se strašno dobro počutijo, da vsi da imajo cel kup enih obiskov, ko se morajo s hiše ven spraviti, razlagajo mi o nekih občutkih, ki so v bistvu nemerljivi. Zdaj, mogoče bom stojem pol kasneje tudi o tem bolj tako detaljno povedal, tako da to je neka taka stvar. Aha, ena stvar je v bistvu ta občutek toplote tudi, ali hladu v prostorih, ki so ometani z ilovico, ki nekako laže za ne dve stopinje. Ti imaš občutek, da je v prostoru topleje, kot dejansko je. In se tudi tako počutiš. Ali hladneje v poletnem času. To recimo je fino zaglejen ilovnati umet, brez livke pobarvan. To je nek muzej v Münchnu. Zdaj v bistvu ilovica pa glina sta zelo sorodna materijala. Ilovice najdemo tako v okr, rjavi barvi, tako nekako. Potem se pa začnejo že gline. Gline so pa v večjih barvah. Je pa rdeča barva, zelena barva, imamo modro glino, imamo belo glino. Zdaj, če glino uporabimo kot vezni material, ki mu dodamo drobne peske ali pa večje peske, dobimo v bistvu barvaste umete. In to so pa v bistvu dekorativni umeti, ki se lahko nanašajo debeloslojno, ampak bolj pogosto se to kot tenkoslojni, tenek sloj nanesejo čez osnovni grobi umet. Imamo v bistvu neko podjetje, ki ga zastopamo 100 odtenkov teh glinenih dekorativnih umetov. Je pa ta glina tudi kot v bistvu osnovni sestavni material za barve, za ilovnate barve. Zdaj, seveda, v zadnjem času vsi stremimo k temu, da bi se ta gradnja pospešila, da bi se čim bolj prilagodila trgu, ki danes pač časa ni. Recimo tudi ena taka narodna stvar je, recimo mi te lesene hiše, ki jih umetavamo, pride tesar, jih lepo naredi iz pedena, vse, potem pa mi pridemo noter in naredimo tako packarijo. Mislim, to res tako zgleda, ko umetavaš, to je pač blato posod, sicer se vse lepo zaščiti, ampak ta faza je tako malo, bi rekel, nelagodna. In za investitorja, in za tistega, ki je hišo naredil. Zato so se v bistvu v Nemčiji razvile te suhomontažne ilovnate plošče. To je dejansko ilovica, ki je posušena, armirana in jo ti v bistvu kot gips plošče prišalfaš na konstrukcijo. Seveda se priporoča oziroma se dela v glavnem na leseno podkonstrukcijo, ne uporabljamo aluminija. Zdaj, za kakšne bolj zahtevne sisteme dejansko obstajajo tudi v bistvu lepljenci, s katerimi v bistvu nadomestiš te aluminijaste profile, na katere smo navajeni. Tako da to je cel sistem, je večkrat dražji kot pa samo umetavanje, ampak jaz mislim, da je v tem prihodnost, ko se bo tega več uporabljalo, se bo to tudi pocenilo. Zdaj pa v bistvu ta stvar je pa recimo še najdemo zadeve v Prekmurju, tam je to v bistvu tradicionalna gradnja, se pravi gradnja iz bite ilovice, butane ilovica. To je, v bistvu se zdaj v Evropi kar nekaj projektov dela, tam gor vidite tisto Rikola center, zgrajen lansko leto ali 2 leti nazaj. To je pa v bistvu prvi projekt, ki smo ga pa tukaj naredili v Sloveniji. To je pa dejansko RCSZU, raziskovalni center na Igu. In to je nek ogromen objekt, velik, tako kocka, in so si ornitologi zamislili neko tako steno fasadno, v kateri so želeli imeti ptiče hiške noter, da bojo oni opazovali ptice, ki bojo noter gnezle na tej steni. Gre za nekih 60 kvadratnih metrov veliko steno, debelo 35, je pa tukaj njena funkcija predvsem dekorativna.
ker je znotraj dejansko lesen objekt in je izoliran in vse tako. Nima neke tiste svoje bistvene funkcije, ker taka debelina, recimo zbite ilovice, je odličen akumulator. To je v bistvu tista stvar, ki jaz pravim, da bi morala biti del vsakega doma. Se pravi, zelo močno izolirana hiša okrog, pa v bistvu akumulacija v sredini objekta. To se mi zdi, da je prihodnost. Se pravi, da ti vseeno, da nimaš vse na minimumu, nizkotemperaturno ogrevanje, ful izoliran, zaprta okna, rekuperatorje, ki ti dovajajo zrak, to se mi zdi tako sporno. No. To mi ni, meni tako intuitivno to ne deluje dobro. Ne. Se pravi, jaz bi rad toploto shranjeval nekam in odpiral okna. To se mi zdi, da je naravno pri hiši. Zdaj v bistvu zadnja leta se dogaja tudi v bistvu gradnja s konopnega betona. To je prva hiša v Sloveniji, ki je bila zgrajena po tem principu, mislim, da je v Slovenski Bistrici, nekje, ne? Gre za skeletno gradnjo, v katero je napolnjen v bistvu konoplja, mešana z apnom, pa včasih tudi s cementom. Zdaj, kaj točno dajo v vezivo, v glavnem je apno, lahko so pa tudi dodatki cementa noter, ne? In to se potem strojno nabrizga v konstrukcijo, ne? To je že v bistvu en korak v smeri, se pravi, jeti ven iz same izolacije, pa v bistvu misli tudi na akumulacijo, ne? Ker ta konopni beton ima v bistvu te obe dve lastnosti, se pravi, in izolira in akumulira, ne? Tako da v bistvu najbolj je stvar razvita v Franciji, tako da tudi ta objekt so prišli delati iz Francije, mojstri, ne? So pripeljali mašine in material. Moram reči, da je bilo po podatkih, ki jih imam, to je tako zaenkrat še vedno zelo draga gradnja, no. Sploh, če v bistvu mojstre iz Francije naročiš, ne. Ampak se tukaj v Sloveniji dogaja veliko entuzijastov, ki delajo na tem, razvijajo veziva, konoplje imamo dovolj, ker se lahko uporablja v bistvu konopljin pezdir, pa vlakna samo, ne. Tako da jaz mislim, da je še prihodnost, da je prihodnost tudi v tem, ne. Zadnji sem zasledil v Belgiji, da že delajo prefabricirane tudi zidake iz konopnega betona. Se pravi, je v bistvu ena smer naravne gradnje, gre tudi zelo v to konopljo, no? Tako da to je tak primer. Zdaj, naravne barve. Najbolj pomembna stvar v hiši, pa tista stvar, ki določa dejansko paropropustnost zidu, je barva. Se pravi, mi lahko naredimo leseno hišo, jo ne vem, izoliramo s konopljo, naredimo vse ukrepe, vse vzamemo naravno in potem na koncu damo neko sintetično barvo, ne. Pohlade akrilno ali pa lateks, to je konc. To je konc, ne. Prav vse je, kaj je v steni noter potem naprej, ne. Ker ta barva določa in prehod in v bistvu vse tiste vplive, ki jih ljudje v bistvu od nekega prostora dobimo, določa barva, ne. Zato smo se v bistvu v barve zadnje čase zelo poglobili, ne, in tukaj bi vam razložil v bistvu, kakšne so te naravne barve, ki danes obstajajo, ne. Apnena barva, ki jo vsi poznamo, ki je za njo je bistvena sestavina zelo visoko kvalitetno apno. Samo z visoko kvalitetnim apnom dejansko mi lahko dobimo dobro apneno barvo, ki ji ni treba dodati polimerov, ne. Moram vam povedati tudi to, da z 90% sigurnostjo zatrdim, da je v bistvu v vseh apnenih barvah pri nas tukaj v Sloveniji dodan polimer noter, polimerno vezivo. Kljub temu, da je bioapnena, taka apnena, una apnena, tretja apnena. Tako da to smo spet tam mečkam pri unem prvem slajdu zavajanje potrošnikov. Zdaj, klejna barva, to je neka stara barva, ki jo ponavadi sliko pleskali v kakšnih objektih, ki so se gradili v 30 letih 20. stoletja, v bistvu, ko barvne sloje dol jemljajo, pa pridejo spodaj do ne take stvari, ki se takole na prst maže. To je kreda, ne. To je barva v bistvu, ena prvih barv, no, poleg apna, ki se je razvila, ne. Zdaj, danes jo pač ni več tako uporabna, ker je dejansko vodotopna, čist, ne. Se pravi, če steče kapljica od kakšnega kondenza dol, se dejansko vidi kot črtica, ne. Ampak klejne barve so po eni strani zanimive zaradi tega, ker jih lahko, tam, ki je treba zelo pogosto barvati, jih dejansko lahko odstranjuješ dol, ne. Da nimaš preveč barvnih nanosov, preden greš barvati naslednjič, tisto barvo prejšnjo odstraniš dol z vodo in barvaš, ne. Potem so kazeinske barve. Zdaj, te barve imajo v bistvu, so še najbolj podobne klasičnim barvam, tudi po pokrivnosti, po načinu nanašanja. Vezno sredstvo je kazein.
rastlinski ali pa mlečni. Najbolj pogosto se uporablja rastlinski, ker je drugačen vonj, je tudi mečkam boljši. Pa ilonate barve, ki sem jih pa že prej omenil, katere so pa v bistvu vezivo je glina in tudi barvni odtenek taki barvi daje ta glina, ki smo jo noter dali. Se pravi, bela, rdeča, rumena, zelena. Zdaj, ko govorimo o barvah, seveda imamo pod barvo še neke sloje. Ali imamo v bistvu izravnano maso, imamo emulzije, ki jih slikopleskari pač uporabljajo, zato da pač zboljšajo oprijemljivost slojev. Tukaj lahko tudi veliko naredimo, uporabimo čisto apneno izravnano maso, brez dodanih cementov, pa polimerov, pa raznih konzervansov, pa seveda moramo skrbeti, da imamo tudi emulzijo, da ni akrilna emulzija, ampak da je emulzija, ki je narejena iz kazeina ali škroba. In na tak način lahko mi tudi neko steno, ki je iz gipsa, dejansko naredimo tako, da ona diha, da ona v bistvu sprejema, da ima te lastnosti, kot jih ima recimo tudi ilonati omet. Ne sicer take, ampak podobne. Zdaj, tukaj se pravi, mlečni kazein dejansko je v bistvu živalska maščoba, se pravi mlečna maščoba. Zdaj v bistvu zamenjujejo vsi z rastlinskim kazeinom, ki pa dejansko iz stročnic narejen. Pa v bistvu marmorna moka. To so glavne sestavine recimo teh naravnih barv, kazeinskih ali pa recimo tudi klejnih. Se pravi, v barvi je dejansko 80% je polnila. Veziv pa ostalih dodatkov recimo je tam nekje 20-10%. Vse ostalo je pa v bistvu polnilo. Ali je to marmornati prah, ali je to kalcitno polnilo, tako da boste malo vedeli dejansko, kaj barva je. Tudi pri apneni barvi so vedno tudi, v bistvu so polnila bistveni del apnene barve. Ker apno samo po sebi je dejansko premastno, da bi ga ti na steno mazal, pa se pa briše dol pa tako. No, v bistvu na trgu so odlične apnene barve. Zdaj je v bistvu marmor, da mu izboljšamo vezivnost, oziroma apno, da mu izboljšamo vezivnost, kot sem že rekel, dodamo marmornati prah, škrob, olja, kakšna suha olja, recimo tem apnenim izravnalnim masam pa v bistvu dodamo še kavlinsko glino. Kavlinska glina je tista, s katero se dela porcelan, zelo mazljiva pa taka. Se pravi, če hočemo narediti kvalitetne apnene barve, je treba v bistvu vzeti kvalitetno surovino. Kvalitetna surovina pa pomeni, da je to surovina, ki je bila narejena na nek tradicionalni način. Se pravi, da je nekdo to zdrvi žgal neko stvar 8 dni, recimo. 8 dni se kopa žge in apno se stara 2 leti. S takim apnom pa lahko naredimo te kvalitetne izdelke. Predvsem se pa danes uporablja apno, ki ga tam na VGM-u ali kjerkoli pač naredijo, v 8 urah ga zažgejo, zdrobijo, to je tako, v 2 dnevih je pripravljen. Se pravi, 2 dni proti 2 letom. Razlika je očitna. Seveda apno, zdaj, mi ga največ uporabljamo na fasadnih sistemih, ker znotraj imamo kot izbiro, prvo izbira je ilovica, ilonati materiali, ilonate barve, kazeinske barve, apno pa uporabljamo recimo v kakšnih takih prostorih, ki so nagnjenih plesnenju, v kakšnih kleteh pa na fasadah. Tukaj je zelo zanimiv primer, recimo, kaj smo v Sloveniji naredili s kulturno dediščino, pa z vasmi, pa z objekti. To je v bistvu hiša pred prenovo, tam tipična, povečali okna, uničili vrata, to je pa v bistvu po obnovi. Kaj dejansko se da z nekim ozaveščenim investitorjem, z nekom, ki razume, nekdo, v bistvu, ki mu ni samo do energetske učinkovitosti objekta, kaj lahko naredi recimo za enega objekta. Tukaj v bistvu se je šlo za apneni omet, pigmentiran z naravnimi pigmenti, suhimi. Seveda se te apnene fasade tudi veliko uporabljajo, recimo na Krasu, na obali, za te kamnite objekte, tam je tudi en tak primer zanimiv. Ampak to, jaz bi osebno me take stvari zelo tako, to mi je zelo lepo. To je tisto,
kar bi se morali po vaseh slovenskih dogajati. Ne. Se pravi, da spet vrnemo ta imidž tem vasem, ne. Da niso to samo neke kocke, ki tam štrlijo v luft, ne. Mislim, katastrofa, no, to, res. Mislim, res je grdo, no. Mislim, jaz tudi v tej vasi, v kateri živim, ena hiša je ostala taka, kot je bila, tako, na tak način. Vse ostalo so une grdosje. Mislim, brez okusa, brez nekega smisla za neko tradicijo, za nek izročilo, za nekaj, kar boš predal naprej. Ne. Mislim, malo pazi, ko so arhitekti žalost. No, še 15 minut. Okay. Ena dobra stvar, ne vem, kako poznate to, v bistvu iz teh visokokvalitetnih apnov se da tudi delati žlahtne umete. Jaz jim pravim, žlahtne umeti, to je neka posebna tehnika, s katero lahko dosežemo vodoodbojnost apnenega umeta. Ne. Tukaj, ko boste šli na WC, si pogledajte, je ena taka izvedba in na ženskem in na moškem WC-ju, je to štukolustro, tukaj je to tadelakt. Se pravi, v bistvu tehnika, ki je v bistvu z antike, Rimljani so to tehniko razvili za svoje kopališča in se je ta tehnika ohranila v Severni Afriki, v Maroku pa v Alžiriji. Ne. In se tam tudi še vedno izvaja. To je ta tehnika tadelakt. Ne. Zdaj, razlika med tadelakt, štukolustro, štuko, ker so vse v bistvu te tehnike vodoodbojnih umetov, je v tem, kakšna je debelina nanosa in s tem tudi v bistvu, kje ga lahko uporabljamo. S tadelaktom lahko delamo umivalnike, bane, tla, vse živo, ne, s tem, ker je pač debelina večja in s tem tudi njegova odpornost večja. Ostali nanosi, ostali sistemi so pa mehen tanjši nanosi in so pač primerni kot nadomestilo namesto keramike, recimo, ne, na stenah, ne pa na tleh. Gre za to, da v bistvu se je nekje, po mojem, nekje v 12. stoletju se je ta tehnika iz Maroka prenesla v Italijo in tam v Italiji so potem nastali te štukolustro, taki marmorino, ne, te stvari. Predvsem zaradi tega, ker se je takrat v tistem času gradilo veliko cerkva in tudi bolj revni so si želeli imeti take fine marmornate oltarje, ne, za katere seveda ni bilo denarja, tako da tudi tukaj po Sloveniji pri nas imamo v glavnem te oltarje v majhnih cerkvicah so leseni. Leseni oltarji, ometani z apnenim umetom in v bistvu imitirana tehnika tega marmorja, imitiran marmor za tehniko štuko. Je pa drugače celo Sigikoko delala z ilovce, pa isto fino zaglajen, pa impregniran umivalnik, ne? Ja, in prav, da deluje. Da deluje, ja. Mi smo na začetku v bistvu bili zelo pogumni, ne, in smo delali tako s to tehniko vse živo, ne. In potem sem jaz v bistvu, sem šel tako po parih letih te investitorje pogledati in sem videl zelo katastrofalne, mislim, tako res obupne stvari. Mislim, ker to je to, ne. To je v bistvu apno, vsa čistila so kisla, ne. Voden kamen, ne, ki se začne nabirati, ne. Obraba tal, recimo. Mislim, tako da jaz sem zdaj zelo konzervativen, kar se tega tiče, ne. Če kdo pride do mene, pa želi to imeti, ga ta pol ure nagovarjam, da to ne ima, ne? In če ga ne morem naštimati, pa mu to naredim. Ne? In so res lepi izdelki, s tem se tudi stranka zaveže. Mislim, investitor se mora zavedati, kakšna je njegova odgovornost pri teh stvarih. Ko pa poje to čisto še? Z marsejskim milom. Aha, s tem. Ja, ker marsejski mil, v bistvu sama tehnika dejansko deluje tako, da mi na svež omet, na svež sloj nanesemo marsejsko milo in ga zagladimo. In se zgodi v bistvu kemična reakcija med marsejskim milom pa med apnom in nastane miljeno apno. In to apno je vodoodbojno. In potem tudi to marsejsko milo uporabljamo za čiščenje, za vzdrževanje kopalnice, treba enkrat na let s tem marsejskim milom namazati in tako. To je neka taka zgodba, malo eksotična. Verjetno ne smeš kislega vnašati v pasu. Tako, ker je bazično, ja. Zdaj, v bistvu, vse te izdelke, o katerih smo govorili, se pravi, kazinska barva je bela, taka kot je material, apnena barva je bela, ok, ilovnata ima pač barve gline, apneni umeti, tadelakt se dejansko pigmentirajo z zemeljskimi pigmenti v prahu, ne. Imamo tudi barvne lestvice, ki pač točno ti govorijo, v tem stolpcu, če želiš barvo v tem stolpcu, če imaš toliko materijala, moraš toliko pigmenta dodati. Se pravi, je neko razmerje določeno, ki ti v bistvu pomaga, da dosežeš tisto željeno barvo. Ne? No, zdaj smo pa pri zaščiti lesa. Tukaj je enkrat en moj v bistvu dobavitelj rekel, ne prodajajte ljudem nečesa, česar ne potrebujejo. Ne? V bistvu les dejansko ni potrebno tako
v naravni gradnji, kjer skrbimo, kako les uporabljati, prva stvar, ki je, moramo les pravilno uporabljati. Ne smemo ga delati nekih takih nenavadnih konstrukcijskih elementov, izpostavljenih, ker s tem to pomeni, da moramo ta les ščititi. Najboljša zaščita za črve pa za take stvari so pa sintetične zadeve. Se pravi, če se hočemo izogniti uporabi teh zaščitnih sredstev za les, sintetičnih, potem moramo paziti, kako les uporabljamo in kakšen les dajemo na kakšno mesto. Se pravi, če imaš ograjo, les postaviš po konc, takole, pa take stvari. To je bistvena stvar. Potem recimo opažal na stropu ni potrebno ščititi z nobeno stvarjo. Ne z oljem, ne z voskom, z nobeno stvarjo. In jaz poznam veliko primerov, tudi sam imam doma vse strope na postrehih z deskami obite, z ničemer jih nisem namazal. Nič. In je super. Res. Ker les niti ne porumeni, ker ga z oljem, če ga namažeš, lepo, počasi sivi, pa niti ne sivi, ker ga sonce ne obseva, tako mislim, odlično. 15 let imam to že narejeno in les je še vedno mečken za spoznanje temnejši, kot takrat, ko sem ga montiral. Pa nobene obnove, pa nič. Smerekov. Ja. To se pravi nič. Potem gremo na stene, stene pač tiste, ki so bolj izpostavljene, pa že ščitimo z olji, drugače jih lahko recimo samo z voskom, potem pridemo na tla, ki jih moramo pa seveda bolj zaščititi. Na tleh je pa v bistvu kombinacija olja in voska, recimo. Moramo se zavedati, da če uporabljamo naravne stvari, da je treba večkrat obnavljati. Ampak to obnavljanje, ki ga moramo izvesti, je popolnoma enostavno. Ničesar ne odstranjuješ, ničesar ne brusiš, samo dodaš. Ponavadi kar s krpo ali kakorkoli. Zdaj, bistvena stvar pri tem je kvaliteta samega olja, ki ga ti dodajaš recimo v neki izdelek. Večina izdelkov recimo je tako, da so različna olja mešana med sabo. Najbolj pogosto je seveda pa osnovna sestavina je laneno olje, potem je tungovo olje, pa dodajamo še zraven recimo olje žafranike, ricinusovo olje, pri nekaterih izdelkih tudi apneno kolofonijo, ker so ta olja, ki so ekološko predelana in hladno stiskana, tako gosta, jih je treba rečeti. Ker drugače jih je težko nanašati. Pa tudi v bistvu bistvena stvar pri naravni zaščiti lesa je v tem, da mi dejansko les globinsko zaščitimo, ne površinsko, ne delamo neke plasti preko lesa. Ker olja brez trdilcev pa s čist malo sušilcev dejansko plasti sploh tvoriti ne morejo. Ker tisto, kar ostane na lesu, pika, se sploh ne posuši. Je treba v bistvu namazati, počakati, da se upije, obrisati. Namazati, obrisati. Zdaj, najbolj sporna stvar, seveda pri teh naravnih oljih je točno to rečenje. In v bistvu pri teh izdelkih, ki jih jaz smatram kot naravni, se uporablja borov terpentin, to je v bistvu destilat borove smole. Lepo diši, ampak je še vseeno to topilo, ki izhlapeva ven iz izdelka. Ali pa tako, ki ga montiramo, je zelo močen von, ki bi bil, ne vem, v gozdu borove malo. Ali pa še, mislim, v času nanašanja dejansko to hlapi ven. In zdaj, naš dobavitelj je pač rekel tako, je rekel, narava se ne more zaščititi, človek se lahko zaščiti. To je tisto bistveno vodilo pri tem načinu oljenja zaščite lesa. Ker jaz sem v bistvu do teh vodotopnih stvari mehko skeptičen. To je tako. Potem so tukaj voski, se pravi čebelji vosek, ki mu lahko dodamo tudi olje žafranike in s tem v bistvu zgubi to svojo rumeno barvo. Se pravi, ni tako rumen. Pa karnava vosek, ki je pa v bistvu neka zaščita, ki jo palma naredi pred izhlapevanjem vode in se ga postrga dol. Ta karnava vosek je tudi v bistvu tako zelo trd, se ga lahko tudi uporablja recimo za talne obloge. To je v bistvu trdi vosek. Dobro, no to v bistvu so ti bistveni elementi, ki jih pač jaz poznam, pa ki jih uporabljam. Zdaj, za kaj več informacij, pač dol vprašajte, kakorkoli imam punce dol izdelke. Se pravi, ta center, moram še to povedati, ker je pa v bistvu mogoče, imam še kaj časa, 5 minut. Imaš 5 minut, ja. Še imam več. Ja, ok. Eno zgodbo vam bom povedal, v bistvu, ki je taka zelo zanimiva.
naravni gradbeniki, vsi se upravljamo z naravno gradno, smo tako entuzijasti. Ne. Stojan se je v bistvu pred časom usmeril kot vodja GBC-ja, da bi pač tam stvari spremenil. V tem so tudi pač velika podjetja, veliki igralci, ki želijo igrati tudi na to noto naravnosti. No, meni se je pa v bistvu zgodila neka stvar, pred 2 leti so me poklicali iz podjetja Jup, in sem se kar zgrozil, sem rekel, zdaj me bojo pa tožili ali pa kaj tazga. Jaz sem zmeraj to tako govoril, to je kemija, mi smo pa tako eko. Ne, zanimivo, v bistvu so želeli investirati v to. To me je zelo presenetilo. Se pravi, ta zavedanje, kaj je prav, se širi na široko. Tudi podjetja, v bistvu, ki dejansko ne proizvajajo naravnih materialov, so še zmeraj klasična, se dejansko teh stvari zavedajo, ampak ne morejo ven iz tega. Ker treba je živeti, treba je v bistvu proizvajati, tam so ljudje zaposleni, sistem temelji na tem, v bistvu, kar oni počnejo. Je pa to zavedanje tisto bistveno, ki mislim, da bo spremenilo ta odnos in v bistvu spravilo naravne materiale tja, kamor sodijo, se pravi, nekam v eno splošno uporabo. Tako da v bistvu oni so mi predlagali, da dejansko to podprejo in razvoj in ta center, v katerem se nahajamo, je plod tega sodelovanja. In moram reči, da smo Slovenci zdaj s tem centrom dobili v bistvu nekaj, kar tudi v tujini nimajo. Se pravi, jaz sem bil v Nemčiji, sem se ogledoval te centre, oni imajo recimo na Bavarskem 3 centre, take, ampak imajo 20 milijonov prebivalcev. Nas je pa 2 milijona. Pa imamo recimo zdaj nek tak center, v katerem se lahko o tem pogovarjamo, kjer te lahko stvari vtipamo, kjer dobimo neko znanje, ki se združuje. Se pravi, moj namen, pa namen v bistvu sodelavcev je to, da v bistvu probamo to razdrobljenost te naravne gradnje v Sloveniji nekako povezati, zato smo tudi ustanovili združenje za naravno gradnjo, v katerem smo arhitekti, izvajalci različni, ker smo si tudi konkurenca, recimo, ampak poskušamo, imamo skupni cilj in pač poskušamo nekaj premakniti, na tak način. Seveda nas pa podpirajo, oziroma mene, naše podjetje pa te, ki delajo v bistvu kemične materiale. Tako da, to je majhen kontradiktorno, ampak meni se zdi v redu, meni se zdi super, v bistvu nas tudi ne omejujejo pri tem, kar počnemo. Počnemo tisto, kar mislimo, da je prav, brez omejitev. Seveda se pričakuje, da bo potem v 5 letih to nekaj iz tega zgodilo. In jaz verjamem, da se bo. Je pa tukaj še ena stvar, ki je nam Slovencem tudi mogoče tako dana, jaz mislim, da je to neka naša zaveza. Naša zaveza je to, da v bistvu ta znanje, ki ga dobivamo, ki smo se ga pridobili v tujini, ali pa tudi sami zgradili, potem prenašamo na naše sosedje. Predvsem na južne, jugovzhodne sosedje. Ker oni tudi stopajo za nami, in oni bi ta znanje potrebovali, te materiale bi potrebovali, v končni fazi bojo enkrat tudi sami začeli proizvajati, kar je najbolj v bistvu naravno. Ampak jaz mislim, da naši trgi so Hrvaška, Bosna, Srbija, Mačarska, Romunija, Bolgarija, Rusija. To so trgi dejansko, ki bi morali Slovenci v bistvu ta znanje, smo si ga pridobili, prenašati naprej. Na tej točki bi te sam dopolnil, da se strinjam, ampak po drugi strani moram tudi malo paziti, ker smo se tudi mi že med sabo pogovarjali, da nas znajo tudi marsikakšni zelo hiter preteti. Zdaj hrvaški kolegi organizirajo Akademijo naravne gradnje, sklop, točen, koliko jih srečanj, toliko in vse skupaj. V bistvu bojo en objekt zasnovali in mislim, da ga bojo tudi gradili skupaj, tako nekako. Tako da moram pohvaliti, da so zelo pridni. Tudi Bosanci. Tudi Bosanci, tako da smo fajn, pa super, da smo fajn, ampak se moramo truditi, da bomo še bolj fajn, ker ne zaradi njih, ampak so tudi oni zelo pridni. A bi še kakšno vprašanje mogoče, pa da gremo naprej? Tukaj vprašal, ok, pa bomo pol kasneje, tako da to ne, hvala lepa.